Cenjene dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji prve lige Telemach, lep pozdrav še z komentatorskega mesta. Pred nami torej druga tekma 13. kroga, Domžalčani gostijo Bravo. Izvrstno ste se lahko ogreli v družbi našega studijskega dela, prisluhnili tudi obema trenerjema. Zagotovo nas čaka zelo napet obračun, predvsem kombinacija na lastni polovici. Je pa tista žoga na levo stran proti Kovačeviću nakazala, kako bi lahko bili Domžalčani danes nevarni. Spet Kovačević v kazenski prostor je podal Strajnar, še enkrat z nevarno podajo, tole zdaj prvi strel v okvir vrat. Bi lahko Bravo razmišljal o nevarnem protinapadu, tako pa so Domžalčani ekspresno znova pri posesti. Markuš, Jakupović in Jošt Pišek, tukaj zdaj Kovačević, to je nevarno, Kovačević pregrava, Kovačević in prečka! Jakupović, nevarna žoga, na oddaljenejši vratnici, potem celo priložnost, ampak Đurić ni uspel. Že na tekmi z Olimpijo, ki jo je Bravo dobil s 6-1, so Šiškarji v prvem polčasu, predvsem v tistih prvih 20 minutah, trpeli. Nekajkrat bili tudi blizu temu, da bi v zadnji vrsti dvignili belo zastavo, ampak niso takrat prejeli gola. Danes so bili Domžalčani dvakrat blizu temu, da razveselijo svoje. No, zdaj morda spet dobra situacija, tole je priložnost, vendar izkazal se je Ljubej Fink. Pišek, Jelenič, dobra poteza Piška. Jelenič, Sajtovski, ponujal se je Repa, Sajtovski gre proti sredini, Sajtovski do strela in na pravem mestu Ljubej Fink. Dobro je bil postavljen Ljubej Fink. Pa smo videli 4 zadetke na žaku, 2-2 je bil končni zid. So pa Domžalčani v seriji 4 zaporednih zmag proti zasedbi Dejana Grabiča. Štor zdaj v dobrem položaju in košna obramba Mulaliča. Ja, v moji družbi še Simon Rožman, trener Domžal. Trener Brava Dejan Grabič je dejal, da so bile Domžale danes odlične in da je zelo zadovoljen s točko. Kaj pa vi? Pa jaz lahko rečem, da sem zadovoljen, bom rekel, z nekim procesom, v katerem smo. Praktično smo brez 6 protivcev, brez 6 izkušenih igralcev, tako da nekako do zadnje tretjine je stvar bila zelo solidna, mogoče celo najboljša letos. Je pa res, da nam zmanjka nam v zadnji tretjini. Faza obrambe je dobra, 0 iza sigurno je pozitivna stvar. Ampak tako kot sem rekel, sezona bo dolga, mislim, da smo v nekem procesu naredili nek korak naprej v sami igri, je pa pred nami še ogromno dela. Kako dobrodošlo bo, da je kazen odslužil Ivan Durdov, danes verjetno nogometaš, ki bi ga še kako potrebovali? Ja, sigurno, tako kot sem rekel, praktično 4 najbolj izkušeni igralci so out za daljše obdobje. Vsi ti mladi, ki dobivajo priložnost, sigurno delajo dober progres, ampak nismo pa še tam, kjer bi si, bomo rekel, vsi skupaj želeli, da bi bili tudi točkovno uspešnejši. Ampak to je naša pot, tega smo se zavedali, sem pa zadovoljen, tako kot sem rekel, s prvo in drugo tretjino igrišča, z neko agresivnostjo, z neko disciplino, za zgoraj bo treba pa pokazati malce več. Gospod Rožman, najlepša hvala na seč. Hvala vam. Ja, v naši družbi je Dejan Grabič, nič proti nič, končni rezultat, nekako z igralci po tekmi smo ugotavljali, da je zid realen, zaslužen. Kako ste vi zadovoljni? Zelo sem zadovoljen, zato ker Domžale so bile danes odlične, odlično so se pripravili na nas, vedeli so, kje so naše dobre strani in kje slabe, in bili intenzivnejši in boljši v duelu od nas, kar je prevesilo v prvem polčasu mogoče tehnico malo na njihovo stran. Zato sem zelo zadovoljen z zrelostjo naše ekipe, da so znali na tej psihološko težki tekmi po tekmi z Olimpijo obdržati fokus in taktično disciplino, ker če bi malo popustili, če bi bili malo nenatančni, preveč sproščeni v trenutkih, ko so nas oni napadali, bi tekmo izgubili. Tako da sem zelo zadovoljen s točko. Tole vas seveda še moram vprašati, niti ene menjave niste opravili skozi tekmo, ste bili enostavno tako zadovoljni s pristopom, z igro nekako tudi v obrambi, z zapiranjem prostora. Kaj je razlog, da niste opravili nobene zamenjave?
Imeli smo občutek, da nam Domžale v tistem trenutku ne delajo priložnosti. Z novimi igralci nismo vedeli, njihovimi, kaj se bo zgodilo, ampak smo to tveganje prevzeli, da vseeno bomo mi verjetno prišli do ene priložnosti ali pa prekinitve v zadnjih minutah tudi s to 11-terico. In mislim, da se je to izkazalo za dobro, ker če bi dali notri nekoga, ki bi mogoče dodal nekaj več svežine mogoče v zaključku, v zadnjem šprintu, v nečem v napadu. Vprašanje, če bi tako dobro zaprl prostore, ko žoge nismo imeli. In to je bilo tisto tveganje, katero prevzeti, ali to ali drugo, in izkazalo se je za dobro. Gospod Grabič, najlepša hvala. Hvala tudi vam. Janez, vi pa boste verjetno še posebej obžalovali zapravljeno v prvem polčasu. Ja, se strinjam. Mislim, da je bila ena trda tekma, da smo bili dosti dobri na žogi, dobro smo se rešili njihovega pritiska, vemo, da so zelo agresivna ekipa. Škoda, da nismo zadeli v prvem polčasu, da bi se še oni malo bolj odprli, da bi nas se bolj više gor stisnili, da bi mi lahko prižali še nekako kontro, vendar stalno so take tekme proti Bravo, dobra ekipa so, tako da mislim, da je točka bila dokaj realna. Kar nekaj težav ste imeli tudi v sami zasedbi pred tole tekmo, bolezni, poškodbe, verjetno tudi to nekako še dodatno daje pozitivno noto tele točki. Ja, jaz ne mislim, kdo je tukaj, mora dati vse od sebe, vsi igralci so enakovredni v ekipi, tako da tisti, ko stopi na igrišče, mora dati vse od sebe in se boriti za Domžale. Janez, najlepša hvala. Ja, Matic, tako je v moji družbi Martin Kramarič. Bolj ste bili seveda nasmejani po tisti tekmi z Olimpijo, jasno, tudi rezultat je bil takrat precej boljši. Kaj pa danes, zadovoljni s točko Domžale? Sigurno, ena težka tekma, nismo uspeli razviti te naše ideje v napadu, ampak zelo pomembna točka. Tudi nasprotnik, verjetno danes precej drugačen kot Olimpija, nekako tudi Domžalčani niso povsem odprli svoje igre, kot smo recimo videli strani Olimpije. Tudi nekako z tega vidika je bilo verjetno malce težje. Sigurno, pa tudi preprečevali so nam pressing, delanje pressinga s temi dolgimi žogami, tako da nismo ni tukaj uspeli. Ampak Domžale so dobra ekipa in tudi pripravili so se na nas in mislim, da je bila točka enakovredna. Martin, najlepša hvala.